Milan Kučan in dr. Danilo Turk. Z uglednima slovenskima državnikoma bomo govorili o pretresih v transatlantskem prostoru in oboroževalni mrzlici v Evropski uniji. Zanima nas, kakšna je pot do trajnega in pravičnega miru v Ukrajini. Bivša predsednika republike bomo vprašali za mnenje, kakšen je njun pogled na oster konflikt med aktualno predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom. Dotaknili se bomo tudi politične situacije v državi leto dni pred parlamentarnimi volitvami. Bo uspelo predsedniku vlade Robertu Golobu ponoviti mandat? Cenjena gosta, dobrodošli v našem podcastu. Hvala lepa. Pa začnimo s prvim vprašanjem. Oba sodita v skupino tako imenovanih mirovnikov, ki že vse od začetka vojne v Ukrajini poziva k zaustavitvi vojne v Ukrajini in za mirovna pogajanja. Bo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki ruši ustaljena transatlantska razmerja, uspelo izpogajati trajen in pravičen mir v Ukrajini? Morda, gospod Kučan, vi začnete. K tistemu pred 2 leti napisanemu pozivu za mir, mislim, da je bilo to po letu dni vojne v Ukrajini, bi jaz danes ne imel kaj dodati. Mislim, da je aktualen, kot je bil takrat. Morda še kakšna vrstica ali dve o tem, da če bi takrat prisluhnili temu apelu za mir, za končanje vojne, ne bi bilo toliko milijonov ali pa vsej nekaj 100,000 žrtev in porušenih domov dveh držav. Zdaj, o tem, kaj je trajni in pravični mir, bomo najbrž še govorili. Mislim, da je v psihozi, kakršna je nastala zdaj, po tem, ko se je angažiral pri tem vprašanju vojne v Ukrajini ameriški predsednik Trump, seveda nastala neka psihoza, ki je v Evropi izvala neko negotovost, rekel bi celo prestrašenost, in da te reakcije seveda na to kažejo. Kažejo na neko negotovost in na nadaljevanje iskanja izhoda v čedalje močnejšem oboroževanju, oziroma to niso prizadevanja za mir, ampak za prizadevanja za vojno, bi seveda to imenoval tako. Mislim pa, da seveda prizadevanja za vojno ne bodo pripeljali do miru, tudi ne do premirja. Jaz ne mislim, da je Trump mirovnik, ne. Kot seveda tudi ne mislim, da je Putin mirovnik, ne. Ampak neka prizadevanja so odprta, so neka pričakovanja, neke možnosti bi to raje imenoval, ki morajo pripeljati seveda tudi do postavljanja pravih in resnih vprašanj. Brez tega, da bi se postavljala prava vprašanja, seveda se do miru ne bo moglo priti. Kaj mislim s tem prava vprašanja? To se pravi vprašanje o tem, zakaj je do te nesmiselne in nepotrebne vojne sploh prišlo. Zdaj seveda tvegam, da me bodo takoj obtožili, da podpiram Putina. Daleč od tega. Mislim preprosto tole, če se hočeš o miru res pogajati, in to je tudi moja izkušnja takrat, ko se je bilo treba pogajati o prekinitvi vojne v Sloveniji, ni dovolj, da razumeš svojo pozicijo, ampak se je treba zmeraj vživeti tudi v pozicijo tistega, s katerim imaš opraviti. Meni so takrat rekli ljudje iz evropske politike, predsednik, poskušajte razumeti, vi imate opravka z resnim nasprotnikom, to je sovražnik, to ni vaš prijatelj, in zato poskušajte razumeti, kaj on hoče, da boste lažje uveljavili to, kar hočete vi. To skratka pomeni recimo vprašanje, ki se mi zdi zelo aktualno. Rusi trdijo, da je včlanitev Ukrajine v NATO ogrožanje njihovega vitalnega interesa, da je to eksistenčno vprašanje za Rusijo. Ukrajinci trdijo, da je včlanitev za njih eksistenčno vprašanje. Torej, razume se zahtevo ali pričakovanje Ukrajine, da bo prišla v NATO, to imajo napisano tudi v ustavi, hkrati pa se ne premišlja dovolj o tem, zakaj je včlanitev Ukrajine v NATO ogrožanje eksistenčno vprašanje oziroma ogroža eksistenco Rusije. Argumente ene in drugih
ali če drugače rečem, vprašanje, zakaj je prišlo do vojne. Če to vprašanje postavite in se začnete o njem pogovarjati, potem pravzaprav imate že odprto pot do iskanja miru. Gospod Turk, še vaš Ja, komentar? gledajte, tu je seveda precej ene zgodovine, ne, ki je relevantna za razumevanje sedanje vojne in tudi za iskanje poti do miru. In o tem se da obširno razpravljati. O bolj oddaljeni zgodovini, bolj nedavni zgodovini, o pomenu te nepremišljene politike NATO za vključitev Ukrajine. Ker vsi so morali vedeti, da to pomeni kazus belli za Rusijo. Pričemer se je seveda nekako pričakovalo, da do tega tako ali tako ne bo prišlo in da situacija ne bo resna. No, ampak do tega je naposled prišlo ne zaradi samih aktov NATO, ampak zaradi zrušitve legitimnega predsednika Janukoviča, ne, pred leti, kar je potem sprožilo plaz dogodkov po letu 2014, ki so privedli naposled do eskalacije in do vojne, ki jo je treba danes ustaviti. O vsem tem se da obširno razpravljati in o vsem tem je možno imeti tudi različna mnenja. Ampak tisto, kar je bistveno danes, je pravzaprav ali pobuda predsednika Putina odpira pot do miru. Ali je tako? Mislim, Trumpa. Pardon. To je predsednika Trumpa, ki jo je Putin sprejel. Ne? Zanimivo je, da je Putin to pobudo sprejel. Jasno, on si tudi ni mogel predstavljati, da je ne bi sprejel. Ne? Jo je sprejel z nekaterimi, rekel bi, niansami, ki pa so pomembne. Ne? On govori o tem, da premirje da, pod pogojem, da to premirje predstavlja pot do nadaljnjih korakov, ki vzpostavijo trajen mir. In potem se je treba vprašati, dobro, kateri pa so lahko ti nadaljni koraki. Ne? Zavzel se je tudi za to, da bi Rusija ohranila oblast nad 4 pokrajinami v Ukrajini in poleg tega tudi, da je treba doseči preklic vstopa Ukrajine v NATO. Ne? To so ti Putinovi pogoji, ne? Na Trumpovo pobudo. Seveda mi bomo zelo kratkem videli, kako se bodo razvile komunikacije med državami Amerike in Rusijo. Jaz bi rad tu omenil en aspekt, ki se mi zdi pomemben, pa mogoče danes ni najbolj v ospredju. To je, da je leta 2022 v Istanbulu bil dosežen en dogovor o tem, kako naj se vojna konča. Nekaj mesecev potem, ko se je začela. In ta dogovor je potem preprečila akcija britanskega premierja Borisa Johnsona, ne, ki je imel tudi podporo Združenih držav Amerike. Češ, vi Ukrajinci boste v tej vojni zmagali, zato ne sprejmite tistega, kar se ponuja na pogovori v Istanbulu. In tisto, kar se v Istanbulu ponuja, je bilo zelo zanimivo. In jaz imam s sabo pogodbo o trajni nevtralnosti in varnostnih garancijah za Ukrajino. To je kompletna pogodba, ki je bila takrat pripravljena, za podpis, je tudi nekaj točk, kjer še ni bilo soglasja, nekaj točk, kjer je oporekala Ukrajina, nekaj točk, ki niso bile sprejete strani Rusije, ampak pogodba je bila tu. In zdaj, če se danes vprašamo, dobro, ali je možno peljati proces naprej v smeri nekega trajnega miru preko premirja, ne? Je eden od odgovorov, da, saj imamo že neko... To se ponuja kot osnova. To bi se lahko dalo kot osnova. Jaz ne vem, moram povedati, seveda. Jaz ne vem, o čem so se pogovarjali predstavniki Združenih držav Amerike, Ukrajine in Rusije v zadnjih tednih. Ali je to realna pot naprej ali ne, tega ne morem vedeti, ker pač nisem seznanjen s pogajanji. Ampak tisto, kar je važno, je vedeti, da take poti obstajajo. Obstaja pot do trajne nevtralnosti, obstaja mogoče še kakšne druge variante, v katerih se da pogovarjati. Se pravi, naloga, da se pride do premirja na način, ki bo zagotavljal nadaljnjo pot do trajnega miru, je osrednja in ta naloga je uresničljiva. In videli bomo v naslednjih dneh, kako daleč bosta prišla predsednika Trump in Putin. Ne? No, to je ena stvar. Druga stvar je pa potem politika Evropske unije. Ne? Mislim, da je Evropska unija postala nekam, kot pravi predsednik Kučan, prvič negotova, drugič izkazuje neko nervozo in neko, kako bi rekel temu, neko vnemo, za katero pa ni pravega razloga. Ukrajina je zdaj
pretežni meri skoraj popolnoma odvisna od Združenih držav Amerike, ne od Evropske unije. In Evropska unija s svojo, rekel bi, govorico, ki je govorica vojne, ne pomaga. V tem času ne pomaga. Temu se še vrnemo. Ja. Morda bi vas tule vprašal na tej točki, bi vas spomnil na vašo izjavo po sporu med ukrajinskim predsednikom Zelenskim in Donaldom Trumpom v ovalni pisarni, ko ste izjavili, da je Ukrajina že izgubila vojno in da bo morala sprejeti diktat. Lahko, prosim, podrobne pojasnite to izjavo, ki je zrevoltirala tabor slovenskih pravičnikov. Ja, ne vem, kdo so slovenski pravičniki in ne vem, kakšne pobude jih vodijo, da nočejo videti, da pravzaprav Ukrajina dejansko v to vojno izgublja in da je ta prag vojnega poraza že presežen. To dejstva popolnoma jasno kažejo. V naslednjih dneh je pričakovati, da bo ukrajinska vojaška avantura v regiji Kursk zaključena s resnim porazom, ki uničuje pravzaprav elito oboroženih sil Ukrajine. Ukrajina nima nobenih možnosti, da povrne ozemlja, ki so trenutno pod rusko kontrolo, in zdaj je čas, da se začnejo pogajati in da so pogajanja resna. Skratka, nekdo mora povedati, da je Ukrajina doživela poraz. In jaz sem pač to povedal. In bom to ponovil. Ukrajina doživela poraz. In zdaj, kako tu naprej, je pa seveda vprašanje, o katerem bomo lahko še govorili. Gospod Kučan, a se strinjate s tem, da je Ukrajina doživela poraz? Jaz bi to še malo razširil. To ni rečeno, da je Rusija zmagala. In k temu, kar sem govoril prej, namreč o tem, da je treba razumeti tudi nasprotnika, tudi Putin ne kaže nobenega razumevanja, da bi se vživel v vlogo Ukrajine. On postavlja pogoje pri tem premirju in eden od teh pogojev je ne samo problem NATO, ampak tudi, da se to ne bi izkoristilo teh 30 dni za dodatno oboroževanje Ukrajine, da bi se s tem povečale pogajalske pozicije in tako naprej, se so našteti ti pogoji, kar me samo potrjuje v tem, da imamo opravka tu pravzaprav na obeh straneh z ljudmi, ki niso pripravljeni niti poskusiti razumeti, kaj se dogaja pri nasprotniku in odkot ta stališča. Poti so seveda različne, ampak ta zaverovanost, da se ne da narediti nič, razen ali zmaga enega ali poraz drugega, to seveda si mislim, da ne vodi do pravega političnega dogovora ali do tega, kar se zdaj pogosto govori, do trajnega miru. In še pravičnega miru. To seveda jaz nekako razumem, da gre za željo, ampak ne vidim, če pogledate to, kar se je dogajalo zadnja leta ali pa desetletja po svetu, pa tudi tu pri nas v Evropi, ne vidim niti trajnega, niti pravičnega miru. Recimo Daytonski sporazum. Kakšen mir pa vidite? Kakšen mir je glede na vaše bogate, to je vprašanje glede na vaše bogate državniške izkušnje, tudi mednarodne prostorov, kakšen mir vidim? Vidim dolgotrajen mir. Ki zahteva določene predpostavke. Se pravi, predpostavke, da ne bo prišlo do ponovnih spopadov, da se čim bolj odstranijo ali pa spravijo na margine tiste stvari, ki so bile povod za spopad. Omenil sem že Daytonski sporazum, nekako sem bil v tistih spopadih političnih in drugih, ki so potem pripeljali do te ameriške intervencije in do Daytonskega sporazuma. Tu je zdaj, ali lahko trdimo, da je mir v Bosni in Hercegovini trajen in da je pravičen. Niti trajen, niti pravičen, ker kar naprej se govori o nevarnosti vojnega spopada. Kaj hočem povedati? Mir, ki je sklenjen, tu na koncu bo sklenjen nek miren dogovor. Ampak za mir, da se ga ohranja, je treba delati. Se pravi, nič ni dano enkrat za vselej in reči, pogodba je podpisana, mir velja, če se ne bodo vsi, ki so s tem prizadeti in ki nosijo odgovornost za to, delali aktivno, da se ta mir ohranja, da se ohranja na teh stvarih, če pa je potrebno, da se potem uporabijo diplomatske in nevojne poti, potem seveda to niso prave poti.
Dayton omenjam samo kot enega, saj so še drugi primeri v naši bližini. Bi mogoče še gospoda Turka vprašal, morda v diplomatski praksi se obmenja tudi, ne vem, ciprski model, kakšni drugi, kakšen mir, torej lahko pričakujemo v Ukrajini? Jaz bi rekel tako, to, da neka stran vojne izgubi, ne pomeni, da je druga stran zmagala. Lahko sta na vsaka na svoj način obe poraženi. In to, kar se zdaj dogaja, ni takšna ruska zmaga, da bi lahko rekli, Rusija pa zdaj absolutni zmagovalec. Rusija je dosegla določene vojaške cilje, ne bo pa to popolna zmaga. Kot tudi za Ukrajino ta poraz, ki ga doživlja, ni popoln poraz. Tukaj je neko sivo območje, pri katerem je pretežna značilnost pač ukrajinski poraz. In zdaj seveda, mir, ki lahko nastane, ne vemo, ali bo nastal, priložnosti pa so, bo zahteval nadaljnje delo, če tako rečemo. In tu se strinjam s predsednikom Kučanom. Mir ni nekaj, kar se enkrat zagotovi, pa potem idealno traja. In jaz si predstavljam, da če bi prišlo do miru v Ukrajini, potem bi morali to vezati na neke mehanizme, ki bodo ta mir vzdrževali v prihodnje. In v tem kontekstu je čisto realno predlagati, da se to zgodi s pomočjo reforme Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Da so države, ki garantirajo mirovni sporazum, članice Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, eni zbornih ali vse, in da ima potem sekretariat Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi na Dunaju nek poseben organ, ki bi pomagal skrbeti za to, da se ta mir vzdržuje, z nadzorom, z rednimi poročanji in tako naprej. Cela zadeva bo morala biti na nek način potrjena tudi v Varnostnem svetu Združenih narodov in kolikor jaz poznam Varnostni svet, je tam možno napraviti še nek mehanizem. Samo ne verjamem, da bi ta mehanizem lahko bil dovolj učinkovit. Se pravi, mi bomo rabili nekaj na evropskem kontinentu in verjetno periodična poročanja Varnostnemu svetu. To bi dodal na temo, ki je odprl predsednik Kučan. Mir je treba vzdrževati. V primeru Bosne in Hercegovine je prišlo do enega ponesrečenega obdobja neposredno po sklenitvi Daytonskega sporazuma, ko ni bilo zagotovljeno to prizadevanje, ta napor za vzdrževanje in poglabljanje miru in potem tudi reševanje raznih konkretnih vprašanj, ki jih vzpostavljanje miru zahteva. To se ni zgodilo in potem, ko se je vsa ta aktivnost na nek način poskušala obnoviti, je ostala nezadovoljiva. In je še danes nezadovoljiva. Zato tisti mir ni niti trajen, niti pravičen. Upam, da bojo iz tovrstnih lekcij lahko današnji diplomati našli kakšne boljše rešitve. Ciprski model pa seveda tudi ni rešitev, ker tam je v bistvu vsiljeno eno stanje, ki ni niti vojna, niti mir in ki dolgo traja. In seveda tudi tak izid je možen, ampak po mojem mnenju je danes veliko razlogov, da se poišče nekaj boljšega. Zato, kot rečeno, se mi zdi, da je prav, da je ameriški predsednik prišel s to pobudo. Ne zdi se mi pa na mestu, da zdaj Evropska unija izpade kot tista enota, ki bo pomagala nadaljevati vojno. Večkrat ste že